Sej, Jaša, boš ti vodil? Bom jaz voda. Ne, v bistvu to je tako, no. Jaz nimam nič pripravljen, jaz sem cel dan že na sestankih, tako da zdaj sem se glih usedel. Ampak ok, spremljal sem to zadevo, volitve, cel cajt, že prejšnje in tokratne. Tako da itak bi me ful zanimalo, kaj je v vaših glavah bilo tekom tega celega procesa. Pa zdaj, ko se je to zaključilo. Za Lukata ostajem svoj. Kakšen je tvoj odnos z Muskom, Luka, zdaj? A se je kaj spremenil? Pa jaz nimam nič proti Musku, meni se zdi on res uspešen Super. podjetnik, vse živo mu je uspelo, tako da imam ful spoštovanje do njega, samo nisem pa zdaj največji fan. Pa tudi ne vem, ker se mi zdi, v politiki vse narabiš imeti malo drugačen skillset, kot ga imamo v podjetništvu, tako da me zelo zanima, kaj bo iz tega partnerstva prišlo. So mi pa ta že prva izsiljevanja do Evropske unije glede X platforme pa podpore NATO, ne vem, če ste kaj spremljali to. A poveš malo več? Jaz ne vem, če vem. Jaša, ti si spremljal, ali tudi ne? Ja, sem spremljal veliko stvari, čisto iz mojih nekak filozofskih interesov že dolg časa. Ja, to je ena tema, ki sigurno bo to malo bolj transakcijska, ko bi rekel, nova vlada, ne? Ampak meni se zdi, da vse skupaj, če bi jaz povzel, kaj se je zgodil, jaz bi rekel, da tazga momentuma za neko resno spremembo in drugačen način vodenja ni bilo že 80 let v Ameriki, po mojem. Od Franklin Delano Roosevelta, ne? Tako da plan, ki ga ima pač Trumpova stran, je, da dejansko sprejema ono odločitve in noben drug. To je, se mi zdi, velika sprememba. Če gledaš zadnjih 30 let, od Reagana naprej, ki bo mislil leta 84, predsednik je tudi v Ameriki delno administrativna figura. Tukaj se mi zdi, da hoče kar dosti stvari spremeniti in to je definitivno nekaj čisto novega za veliko ljudi. Ne. In ta pojem demokracije je nekaj, kar jo ljudje nasplošno razumejo malo drugačne. Tukaj se, bi rekel, je priložnost ali pa bi rekel en threat, da gre toliko v ene zelo drugačne vode. Ampak ljudje so izglasovali. Večinsko se mi zdi posod po celi Ameriki, da hočejo iti v eno drugo smer, v primerjavi s katero so se stvari premikale do zdaj. Ne? A bi lahko jaz, preden gremo tako res v detajle, to je ful enih zanimivih nastavkov, ki si jih Jaša odprl. A kako bi vi volili, če bi bili Američani, če vam je prijetno to povedati, no, lahko tudi kdo zavrne, ampak recimo Andrej, a mi poveš, kako bi ti volil, pa zakaj, pa kako si te dve opciji videl v trenutnih ameriških volitvah? Ti veš, kako bi jaz volil? Čakaj, nekje z zvokom, veš. Kaj pa je z zvokom? Mislim, da nimaš slušal. Ja, ne morem switchati zdaj, ko snemamo. Ja, pej dol, pa prid nazaj, ker ful slabo se sliš, pa lahko Luka pove, mogoče vmes. Thanks. Ja, ne, mogoče samo, da Se zaključim ga nam to, kar spusto več noter. Ja. Začel je slabo, pa se... Ja. Ne, htel sem pa samo še zaključiti to, v smislu, da ste spremljali, pač bila izjava Vansa, da bo Amerika razmislila o tem, da izstopi, da v bistvu konča to podporo Evropski uniji oziroma Evropi, če bo Evropa regulirala Twitter oziroma X platformo. To se mi zdelo že prvo tako bizarno izsiljevanje, ki se mi zdi, da neko politiko neprimerno. Koga bi jaz volil, oziroma hočeš, Andrej, dokončati? Da vidimo, kaj še ima zvok, Andrej. Zdaj v redu. Ja, boljše. Boljše.
Klemen ve, kako bi jaz volil, če je smiselno ali pa koristno, da to govorim javno, koga bi jaz volil, ampak ne bi Kamale volil. Ja, pač mislim, da je Amerika v zadnjih letih to woke ideologijo pa še z marsikero drugo politiko šla v neko napačno smer in se strinjam s tem, kar je Bernie Sanders pol tweetnil, ko je rekel, demokrati bili zdaj v neki slepi ulici in očitno ameriškemu ljudstvu to ni všeč in so pač izglasovali za neko drugo smer. Jaz si še vprašal, koga bi volil, pa koga ne, če nam je to všeč, ali kaj bo to vprašanje. Ne, vprašal sem, koga bi volil, kako sta se ti zdele te dve opciji, mogoče lahko poveš še za drugo stran. Če sem te prav razumel, ta demokratska stran ti v bistvu ni všeč zaradi woke ideologije, ki je prihajala vedno bolj v spredje zadnja leta. Mislim, jaz sem bolj sprejemljal to, ker me je zanimalo, dajmo reči, z tega marketinškega vidika, kaj bodo obe strani naredili in se mi zdi, da so demokrati šli na nek ta old school, z nekimi shodi, z celebrity, se pravi, znanimi osebnostmi, Trump pa Vance oziroma republikanci so šli pa bolj nek novejši pristop ali pa nek sodobnejši pristop, kjer so po moje res da dosegali večji krog ljudi, ker so se bolj udeleževali podcastov in se mi zdi, da te volitve so bile volitve, kjer je podcast medij odločil, ne toliko te ostali veliki mainstream mediji. Mi zdi, da tudi pomembno je bilo, Elon Musk na X-u že pol leta prej v bistvu promoviral Trumpa in to, da je X ostal v privatnih rokah kot nek neodvisen medij, je po moje dosti pripomoglo, da republikanci zmagajo. Ti lahko še eno podvprašanje dam, ker sem gledal to strukturo volilcev, pa kaj se je spremenilo napram prejšnjim volitvam glede na demografijo. In ena skupina, ki je največji shift naredila, največjo spremembo, so bili mladi moški. Zdaj se ne spomnim točno iz glave, od koliko do koliko let je bila ta skupina opredeljena. 18 do 29. Lahko rečemo, glede na rezultate, so jih republikanci ali pa ta stran Trumpa nagovorila. In ful mi je zanimivo, ker si omenil podcaste, verjetno imaš sigurno v mislih Joe Rogana, to je v bistvu ena skupina, ki njega posluša, pa so bili pa še ostali precej večji podcasteri in Trump je dobil zastonj tega medijskega exposura. Mislim, da so računali, da do 200 milijonov ogledov brezplačno s podcasti in to ni neko glas, ki je jim prešel. To je, ljudje tudi gledajo povprečju pol ure, a veš, take vsebine. Saj na mojemu kanalu, ko vidim, imam dolge podcaste, AVD je 30 minut plus, To je veliko pozornosti imaš od nekoga, Tako da, to se mi zdi, da demokrati mogoče zgubljajo malo to skupino ljudi ali pa jo nekako potiskajo s temi ideologijami na stran, ali pa lahko rečem beli moški, tako nasplošno, če gremo v to smer. Ampak tukaj, Klemen, to je res, kar si rekel, ampak še posebej zanimivo je to, da v primerjavi 4 leti nazaj je vsaka zvezna država in skoraj vsak del zvezne države, tako imenovan county, volil bolj za Trumpa, kakor pred 4 leti.
praktično cel shift je bil v eno smer. In ko pogledaš, kje je bil največji shift po zvezdnih državah, vidiš, da te države, ki vedno volijo demokrate, je bil shift ogromen. V New Yorku 5% točk razlike, včasih je bilo 12-14, isto v Kaliforniji. Se pravi, še vedno oni volijo demokrate, ampak ne za tako razliko več. Ne? In ko tudi pogledaš po demografijah, vse demografije so volile bolj za Trumpa, kot pred 4 leti. Edina demografija, ki je ostala ista, oziroma majčkeno več za demokrate, so bili starejši nad 65 let, čisto malo več kot pred 4 leti, in izobražene ženske. Vsi ostali, Hispanic, Black, vsi so volili bolj za Trumpa, kot pred 4 leti. Še vedno, če pogledaš demografijo, je kera volila seveda tudi za Kamalo, ampak shift je bil neverjeten. To je bil uniform shift na desno, oziroma proti neki sredini pred 20 leti. Ne? Ker mi smo imeli zdaj 15 let konstantnega shifta na levo. In zdaj se to v bistvu malo spremenilo. Jaša, a misliš, da je bil to bolj posledica slabšega kandidata na strani demokratov? Ker jaz mislim, da je bil Trump pred to politično kampanjo ful nepriljubljen. In Biden je bil nepriljubljen, ampak Biden je failil na tisti debati, vedno več je bilo pritiskov, da se ga zamenja, in oni bi lahko imeli neke volitve, demokratične, da bi novega kandidata na za demokratsko stranko izbrali, ampak bi se mogli odreči, če jaz pravilno razumem, vseh donacijam, ki so šle za Bidena. Ker je bila pa Kamala podpredsednica, si pa lahko ves ta cash vzel v novo kampanjo. In to so dosti ljudi je govorili, da zaradi tega so direkt Kamalo izbrali, da je nadaljevala kampanjo. Ne? A misliš, da je bil slab kandidat? Ali... Več je razlogov, zakaj se je to zgodilo, kjer je močnejši, je težko reči, ampak ena stvar ti mora biti jasna, da Kamala kot podpredsednica, oziroma kot vice president v teh 4 letih je bila izjemno nepriljubljena, do te mere, da v bistvu so jo umaknili iz medijev. Nje ni bilo nikjer 2 leti v zadnjih 4 letih. Ne? Izjemno nepriljubljena. Mislim, da je imela priljubljenost, je imela 25-30 postov, ne vem, aprila. Nje ni bilo nikjer. Se pravi, ta kandidat je bil že jasen, da je slaba kot podpredsednica, in potem, ko je postala kandidatka, ni v nobenem intervjuju odgovorila na nobena resna vprašanja. In tudi, ko je prišla na CNN, ki je relativno prijazen medij, recimo, je v bistvu čist pogrnila. In so te njeni mediji rekli, kaj je zdaj to. Ne? Se pravi, sigurno je kandidatka bila slaba, ni bila izvoljena v primary, etc. Ampak mislim, da je tudi glavna stvar, to so bile težke volitve za demokrate. Zato, ker je inflacija, folk ima manj denarja, neke vojne se dogajajo, folk je nezadovoljen z ritmom življenja, dosti ljudi je nezadovoljnih, in seveda tisti, ki je na oblasti, ima zelo težko opcijo, da reče, jaz bom nekaj popravil, ker folk je hotel neko spremembo. In če si ti na oblasti, ti težko argumentiraš, da zdaj boš pa ti nekaj spremenil. Ne? Plus, da Elon in podcasteri so absolutno v volumnu veliko bolj močnejši in vplivnejši, kakor celebrities, kakor New York Times, kakor vsi mediji skupaj. In kaj je na koncu smešen, ko ti pogledaš, koliko denarja so zapravili za kampanjo? Trump je zapravil približno 2 do 3 manj. Ja, 200 milijonov ali 300 milijonov, oni so pa imeli milijardo. Ja. In ti vidiš, da če ti plačaš celebrityju, da pride in dobi milijon in reče, hey, vote for this and this, to več ne deluje. Ker folk bo pogledal Rogan podcast in bo videl, kdo je ta človek, ki ima tam intervju. Ne? In več je razlogov, ampak mislim, vsi so šli proti njim. No? Se pravi, slaba kampanja, slaba kandidatka, najvplivnejši človek na svetu jih je podprl, podcasteri, slaba strategija, pač
vse skupaj je bilo v bistvu napačno. Ne? Luka, lahko Kaj točno je nadaljuješ. vprašanje? Koga bi ti volil, če hočeš povedati, ne rabiš. Ampak tako, če pa nočeš povedati, pa lahko analizo v bistvu obeh kandidatov, kako si ti videl to. Mislim, zdaj, če se pogovarjamo o teh napakah, meni se dela ena izmed glavnih napak, da so že prvo tako dolgo vlekli demokrati, pa niso naredili nobene poteze. Jaz mislim, da so že takrat v tistem času ogromno zgubili, ne? Ko je bilo že vsem jasno, pač to ni šanse, da funkcionira, so zavlačevali. Jaz mislim, da če bi oni imeli nekega... A z Bidenom govoriš? Ja, z Bidenom, ja. Da če bi se že prej odločili, pa šli iskat nekega drugega kandidata, da bi imeli dosti više možnosti za zmago. Jaz imam zelo konflikt med tema dvema strankama. Ne. Po eni strani, če razmišljam z teh nekih osebnih vrednot, pa za čem stranke stojijo, se mi republikanci zdijo, pa ne samo republikanci, predvsem Trump, se mi zdi en joke, da je lahko to predsednik Amerike, torej države, ki ima še vedno največji vpliv na cel svet. Ne? Če gledam z vidika podjetja, ki ga vodim jaz, nam zagotovo dosti bolj koristi, da je zmagal Trump, pa marsikateremu podjetniku v bistvu je to, da je Trump zmagal, boljša opcija. Tako da z tega vidika ima malo konflikta. Jaz tudi mislim, da so demokrati s tem woke culturem šli predaleč, da do te mere, da je že nonsens, ampak še vedno pa težko razumem, da v današnjih časih, naprimer, da so republikanci proti splavu, ne vem, to se mi zdi absurdno. Pa tudi zanima me, kaj bo zdaj s to dinamiko Elon, Trump, kaj se bo dejansko zgodilo z vojno v Ukrajini, ampak tak občutek imam, da za nas, za Evropo, da to ne bo najboljša stvar. Da za Američane bo verjetno boljše, ampak za nas kot Evropo, da bo ta vpliv slabši. Že te neke grožnje, da bo Amerika ali pa namigovanja, to se tudi Trump, mislim, da to večkrat rekel, da bo ne vem, zmanjšala podporo NATO ali pa neka pogojevanja, kaj zdaj pričakujejo od Evrope, da bo NATO podpiral naprej. To je v bistvu za Evropo ful slabo. Ne? Kako si pa njegov prvi mandat dojemal? Zelo podobno kot zdaj. V bistvu enako že. Tudi to njegovo prigovarjanje, da ne vem, takrat, da skoraj pripelje te svoje volilce do državne vojne, oziroma da jih nagovarja k temu, to se mi pač zdi absurdno, no, da lahko, da to dopuščajo. No. Tako da pravim, je pa tudi ta konflikt za moje podjetje, pa za ogromno podjetnikov, pa je vpliv Trumpa verjetno boljši. Ne. Jaša, kaj pa ti? Aha. Mogoče dam Jaši, ki me zanima tudi to, pa lahko jaz povem na hiter poglede. Mislim, jaz se strinjam z Luko v tej meri, da za zaveznike Amerike, kar primarno je seveda Zahod in Evropa tukaj mišljena, ni to nujno nek super položaj zdaj s Trumpom, zato ker celotna, njegov slogan je Make America Great Again. In tukaj je fora na Amerika. In oni se bo sigurno osredotočil bolj na sebe in bolj izolacijsko tretiral ostal svet. Ker razumejo, da Amerika ni toliko močnejša od ostalih, kot je bila na začetku 90-ih, oziroma Rusija je močnejša, kot je bila takrat. Kitajska se je dvignila. In oni ne morejo več biti policaji celega sveta. In jaz razumem, zakaj to ni v interesu, in seveda, vedno, ko ena velesila, in to smo šli čez te cikle, ki jih je tudi Andrej, mislim, da
poslal v naščet, ne? Velika Britanija, ne vem, prej je bila Francija, etc., zdaj je Amerika. Ko ena država zgublja na moči, prvo eksternalizira te stroške zgubljanja moči na svoje zaveznike. To je klasičen princip. In s tem, da bo on hotel to vojno zaključiti v Ukrajini, si bo naredil manevrski prostor za mogoče neki okoli Izraela ali pa kasneje tudi okoli Southeast Asia. Ne? Meni je sicer zelo jasno, zakaj je folku Trump všeč. Jaz mislim, da je en ogromen gap med tem, da ti njega poslušaš in razumeš, da ne smeš gledati, na kakšen način on kaj pove, ampak v kateri smeri on pove stvar. In smernice, ki jih on kaže, so folku všeč. In zato gre folk lahko preko tega, na kakšen način pove stvari. In on reče Crooked Hillary, Sleepy Joe, neprimerne stvari. Jaz se s tem strinjam. Ampak to ne odtehta tega, da na drugi strani, ko bereš stvari, ti je smernica neumna. In na način, kako povejo, je pa primeren. Tako da meni je to zelo jasno, zakaj bi folk njega volil in me ne preseneča. Kaj pa bi ti? Kaj bi jaz volil? Jaz sigurno ne bi volil Kamala. Tako da pač smernice, ki jih on postavlja, in smernice, ki jih Elon postavlja, se mi zdijo bolj smiselne in imajo več neke logike, kakor smernice te druge opcije. Ne? Ja, ful dobro si to razložil. Mislim, da se ful strinjam s tem, ker jaz sem v prejšnjem krogu oziroma v prejšnjih volitvah in tudi dostakrat sem na dialogih to povedal, da sem imel ful težave s Trumpom, predvsem zaradi njegove osebnosti. Ko na prvi pogled se mi ne zdi, če bi ocenjeval človeka, se mi ne zdi moralen človek. Precej egoističen, mogoče narcisoidna osebnost, veliko govori o sebi in taki ljudje mi ponavadi niso všeč, ker so zelo veliko tveganja nosijo sabo. Ko bo zagustil, a bo on sebe zbral ali bo zbral druge, ponavadi taki sebe zberejo. Torej, to je kar se tiče osebnosti, ampak niso mi všeč vojne, ni mi všeč neprestano zadolževanje, ni mi všeč volk smer, v katero gre svet, danes zahodni. Vse to nagovarja Trumpa, oziroma nagovarja mene, pa te vrednote. In jaz mislim, da je vedno bolj se obračam v smer tega, da je on en tak ekspert v temu, da zna začutiti puls velike populacije ljudi. Kaj imajo v glavi, kaj tretirajo kot težave in to zelo dobro zna nagovoriti na tak ekstremen način, na tak fresh način kot politik. In zdaj prav tako Kamalo, če gledamo, to je tak primer politika, ki ne pove nič konkretnega, spreminja konstantno svoje poglede, glede na to, kam veter piha. Pripravljen je iti v ekstreme, samo če bo mislil, da politično to paše njemu. To je problem, po moje, moderne politike. In to je problem, da ljudje ne zaupajo politikom. Zato, ker govorijo nek fluff, nek brezvezen shit prihaja iz njih. In ona je bila najlepši primer tega, se mi zdi. Sploh nisi vedel, zakaj se zauzema, pa te celebrity endorsementi, to je čist cringe bil. Neka Beyoncé pride 10 milijonov da v žep, pa podpre neko kandidatko, mislim, to je meni absurdno. Pa tudi te vrednote, ki pridejo zraven tega. Malo tega elitizma, malo tega odmaknjenosti od realnosti, ki jo imajo elite ponavadi. Ne vejo, kaj se dejansko dogaja z običajnim folkom.
Trump je to prejšnjič znal dobro nagovoriti. Zdaj sem se pa jaz malo obrnil zaradi tega, ker se mi zdi, da ima zdaj ful dobro ekipo okoli sebe in sem nekako pripravljen te njegove primanjkljaje pa problematično osebnost dati na tehtnico pa reči, lej, Elon mi je ful všeč kot podjetnik, kot človek, ki dela ene pomembne stvari. RFK mi je ful všeč, se pravi Robert Kennedy, to, kar on govori glede zdravja pa zdravstva v Ameriki, pa glede Bitcoina, kar govori RFK. Pa ima J.D. Vance za podpredsednika, ki je bil investitor, se pravi VC, tako da razume startupe, razume podjetništvo, razume AI, zakaj je to pomembno. In v bistvu, če bo znal Trump poslušati te ljudi okoli sebe, jaz mislim, da je to neprimerno boljša izbira, kot so jo ponudili demokrati. Ampak to je vprašanje, ne? To je vprašanje. Če se ti spomniš, ko je Obama zmagal 2.8, pa tudi 2.12, ampak še posebej 2.8, on je zmagal še z večjo elektronsko razliko, kot Trump zdaj. In to je bil popolna zmaga, je bila to Obama. In takrat proti McCainu, po 2.12 bo proti Romneyju, ne? In dvakrat jih je pogazil, ne? Suvereno. On je bil vrhunski speaker, smešen in to. In ko so bili oni na vrhuncu te neke politične podpore, so hoteli še malo bolj pušati in še malo bolj pušati in še malo bolj pušati. In bistveno vprašanje je, a bo zdaj ta zalet republikanci izkoristili, da ne bojo vindiktiv, se pravi, da ne bojo šli starih ran odpirati pa kaznovati nekih ljudi, ker tudi to sem videl nekje na medijih, da bo mogoče delal, ampak dejansko delali prave spremembe, za katere so jih ljudje izvolili. In če bodo to sposobni narediti, da se ne bojo v svojem tem momentu moči še grabili moč, ampak dejansko delati prave spremembe, se zna zgodi, da bo čez 4 leta zmagal Vance in še čez 4 leta potem še enkrat Vance. Če bojo pa šli v drugo smer, pa v bistvu res probali še več moči dobiti, se pa lahko to tudi obrne, ne? Ker 2.8 ni tako daleč stran in takrat se ni noben predstavljal, kako bojo republikanci splezali iz tega dreka, pa jim je nekako ratelne. To je tudi pomemben. Kaj delaš, ko si na vrhuncu moči in kako tretiraš okoli ljudi, pa tudi svoje nasprotnike, ne? A čutite to nek movement, ki se dogaja v svetu? Pa bom dal samo 3 točke, neke data pointe. Trump pa Amerika, vse to, kar smo zdaj govorili, pa imamo Bukele, El Salvador, pa Argentina, Milei. Pa Milei je zelo dober primer, ne, tega gremo res nazaj na nek common sense, na neko racionalo, zmanjšati government, kapitalizem je cool, te stare old school vrednote, mogoče tudi Bukele, ki je religijo nazaj začel promovirati, ne. A čutite ta movement v svetu, ki se opira tem levim ideologijam, ki so tudi po našem mnenju, po mojem, šle v ekstrem. Jaz to ful čutim eno tako spremembo, ki prihaja s tem valom, ko bi rekel, konzervatizma. No. Andrej, a čutiš, ne ali razumeš, a čutiš? Čutim ne, ali Ker si razumski šok, ne? Ja, razumem pa to, kar Klemen govori, ja, in bomo videli, kaj se bo v evropskih državah dogajalo, ne. Tudi v Evropi se dogaja. Sicer nisem govoril o tem, ampak imaš Le Pen, imaš v Italiji, imaš desničarske movemente. Nimam v bistvu nekega ful mnenja o tem, bolj se samo zabavam, no, ker to pač opazujem. Kako Evropa na nekih, zdaj je zadnje, ne vem, 2 leti
se bolj kot ne sam ukvarjam s firmo. In pol sem vidim, kje so v Evropi ali pa v Sloveniji zavožene stvari v podjetniških sferah. Pol razumem, ali pa dajem pozornost, pa fokus sam bolj na te teme. Ne vem, kakšni so davki, koliko je drago med zaposlene ljudi, s kakšnimi birokratskimi ovirami se je treba ukvarjati, se pripravlja neka regulativa, ki bo lahko vplivala na naš biznis, veš, take stvari. Ne. Zdaj, je pa live druge po svetu, pa zdaj ja čutam to, da so neke spremembe. Vidim, da je v Argentini pač Milei bil izvoljen, pa ali bo kje bil še prej pač v Salvadorju, pa tisto, da je počisto državo, ne, teh kriminalcev. Ne vem, bi verjetno mogel tam živeti nekaj časa, pa bi mogoče pol dojel, a ima to neko osnovo ali je pač to sam nek dober PR. In kaj pa ti, Luka, kakšna se ti zdi ideja, da bi en, ki razume podjetništvo, razume procese, razume, kaj je učinkovitost, recimo s tem imamo v mislih Muska, ki je večkrat dokazal, da je pač, kogarkoli imamo mnenje o njemu, ampak en največjih podjetnikov našega časa, najbolj vplivnih podjetnikov, dela amazing stvari, neverjetne stvari, nemogoče stvari, da bi tak človek prišel na področje vlade, governmenta in optimiziral tam procese. To je v bistvu ena najbolj zanimivih idej. To se meni zdi zelo zanimivo, ker jaz mislim, da je Elon sposoben marsičesa in glede te neke transformacije governmenta, digitalizacije, smernic, se mi zdi, da je v bistvu super pomočnik Trumpu. Mene zanima, kako bo te dve osebnosti čez čas shajali skupaj. V bistvu to, da je Elon zraven Trumpa, se mi zdi zelo pozitivno. Samo da razčistimo to, jaz nisem fan Tesle, ampak še enkrat, Elon se mi zdi izjemni podjetnik in uspelo mu na toliko različnih področjih, da ne vidim, zakaj mu z tem njegovim razmišljanjem pa vizijami analitiko ne bi uspelo tudi na področju governmenta. To se mi zdi zelo pozitivno. Pa tudi zdi se mi, da je v primerjavi s Trumpom vseeno malo bolj moralen ali pa vseeno malo bolj, meni je Trump za temi njegovimi izjavami, se mi zdi, da imaš na vrhu države nekoga, ki je čisti kazino, ko nikoli ne veš, kaj bo naredil, kako bo odreagiral. Malo me je strah te Trumpove nepredvidljivosti, ampak to, da je Musk zraven, se mi zdi super in me tudi res zanima, kakšne spremembe bo to prineslo, da so vlade prevelike, da je preveč javne uprave. To se mi zdi, da je nek globalen problem. 3 milijone ljudi dela za ameriški government. Ja. 3 milijone. Me pa skrbi, ker sta oba dva zelo močni osebi, kako bo to partnerstvo izgledalo še čez, ne vem, leto, 2, 3. Je pa po drugi strani ima pa Elon toliko nekega ekonomskega interesa za tem, kjer pa spet potem tisto vprašanje, ko je en podjetnik, ima tak vpliv in na podjetniški sferi, in na politiki, to je lahko tudi en kup. Navzkrižnih interesov, ne. Točno to. Mislim, Moč mora biti razpršena. Jaz bi tako rekel, Klemen, prvi vtis, ki ga človek dobi o različnih ljudeh, ali so to znani ljudje, ali so to, ne vem, enega, ki biš na ulici, je dostikrat napačen, po drugi strani je pa nek signal, ki je vreden posvetiti malo več pozornosti. Ne? In jaz razumem, da prvi vtis o Trumpu je, ne vem, nek
nepredvidljiv človek, meni ni sicer pustil tega vtisa prvega, ampak kakorkoli. In kaj je tukaj glavno je to, ne, da kad ti pogledaš sisteme vodenja oziroma sisteme vodenja države, imaš ti demokracijo. Ok, kaj pomeni demokracija? Folk izvoli neki in potem oni naprej to malo pelejo in mečkam premaknejo, ampak večinoma nič ne premaknejo. V bistvu sploh nima veze, kdo je predsednik. V Ameriki zadnjih 30 let nima veze, kdo je predsednik praktično. Malo se stvari premikajo. Ja, res mislim. Zunanja politika je ista, ne glede na to, kdo je predsednik. Potem zadolževalna politika je isto. Trump je čistko zvečil dolg, kakor so ga prej oni drugi zvečali. In tako naprej. Se pravi, po navad nima veze, kdo je izvoljen. Ker tako deluje demokracija. Da pač nima veze. Ko pa enkrat pride nekdo, ki hoče resno nekaj spremeniti, se pa gremo v del sistema, kjer imaš bolj avtokratski način. Ker ti ne moreš stvari spreminjati, če nimaš moči. In najboljši način je seveda, da imaš nekoga, ki je popoln avtokrat in dela pravilne stvari. To je najbolj za državo. Ampak to se je redko kdaj zgodi. In potem je vedno nevarnost, da bo ta človek delal slabe stvari za državo. In tukaj smo v bistvu šli na neko, ko bi rekel, ruleto z upanjem in smo se leveragili zdaj, oziroma so se v Ameriki in so rekli, dajmo mu res vse roke, ker on je to dobil senat, dobil je House of Republicans, Supreme Court ima že, tako da to bo neverjetna možnost za spreminjati stvari. Ne? In to sta te dve različna načina gledanja, kaj je demokracija. In če en gleda, da demokracija pomeni, da če si izvoljen, imaš mandat za spreminjati stvari, ki si jih rekel, da boš, čeprav 51% ljudi te je podprl, 49% pa ne, tak mandat ni sposoben biti v realnosti implementiran, če nimaš veliko večje moči, kakor jo imaš v demokratičnih državah. Razumeš? Se pravi, tukaj je tako, bi rekel, malo nesoglasje, ker v bistvu predsedniki ponavadi čisto nič ne more sploh spremenjati. Kaj pa misliš, da so core stvari, ki bi jih bilo treba rešiti ali pa začeti nagovarjati, kjeri problemi? A veš, ker doskrat sem tudi na podcastu smo govorili o tem Ray Daliotovem modelu Rise and Fall of Nations, kako je vse ciklično in vsak imperij začne kazati neke znake declina, se pravi nekega padanja moči, in Amerika ne bi bila zdaj v tem začetnem stadiju upadanja. Kitajska je v stadiju rasti že nekaj časa. In kateri probleme vidiš, da bi bilo treba najbolj nagovarjati, če bi ti bil recimo vodja? V Ameriki meritokracija pa produktivnost tudi vezana z državnim sektorjem, ampak na splošno regulacije in to. Na koncu se mi lahko obračamo 7-krat in govorimo, kakšne so naše vrednote, ti si rasističen, ti nisi in gore dole. Pa na koncu moramo vsi jesti kruh in moramo vsi imeti streho. In ko so enkrat te zadeve malo ogrožene, pa te standardi, ti ne moreš teh standardov imeti, če nisi boljši, če nisi bolj produktiven in včasih tudi, če nisi strateško zadosti močen, da uveljaviš svojo voljo. In v Ameriki je ta shift na te smernice, se mi zdi za njih sigurno smiselno. In en velik del tega je zunanja politika, ker oni nimajo resursov in nimajo premoči, da bojo policaji po celem svetu. Vojna v prihodnosti se dela z droni. Najboljše drone danes ima Kitajska, ki jih prodaja Rusi in Ukrajini. Se pravi, tukaj se stvari mešajo in njihova zadeva, da grejo stran od ukrajinske vojne in malo to pogledajo, kam bojo dali resurse, je za njih smiselna. V Evropi imamo pa en ogromen problem, v bistvu dva. Prvi problem je, da mi do zdaj smo bili protected strani Amerike.
Amerika ima NATO baze po celi Evropi in to je bilo za nas v zadnjih 70 letih dobro. Ni bilo nobene vojne, mi smo živeli zelo udobno, če tako gledaš. Jaz osebno mislim za mene, da sem v življenju dosti zabušaval, po drugi strani pa vem, da je veliko ljudi še več zabušaval in ima še vedno lagodno življenje. In koliko lahko zabušavaš in koliko se moraš fokusirati na produktivnost, se menja. In Evropa ima absolutno problem produktivnosti, problem regulacij in v čem smo mi najboljši? Mi smo najboljši v turizmu, pa v luksuznih produktih. Vse ostale industrije nimajo več nobene prednosti. In to je ogromen problem, ne? Potem je pa še drugo vprašanje, je pa vprašanje securityja, se pravi vprašanje varnosti in s tem NATO in kako bo to šlo naprej, to je ogromno vprašanje. Ti moraš vedeti, da če se NATO omakne, Evropa nima nič, da se bransko. In tukaj ta cela ideja Evropske unije in kaj smo hočemo z Evropsko unijo, ko enkrat Nemčija ni več eksport velesila, ki je vedno manj, ima Evropska unija veliko manjši smisel in tukaj se moramo mi najti in meni osebno ima Evropa veliko večji problem, kot Amerika strateško se pozicionira. Ja, to je ogromen problem, ja. Se mogoče neka debata, ki bi jo rad odprl, ker imam in Lukata in Andreja tukaj glede avtomobilske industrije. Pa tako, če Slovenijo še malo mešam zraven, a ne, mi smo največji izvoznik dela v Nemčijo in ponovadi je bilo tako, vsaka recesija, ko se je začela v Nemčiji, mi smo pač samo domina, ki pade naslednja. In zdaj sem pred parimi tedni videl v bistvu ogromno novic iz Nemčije, kako so zavozili to prvo strategijo tega, da obstaja nek tak električni prehod na električna vozila in dotično je bil Volkswagen dostikrat omenjen, da niso dosegali rezultatov prodajnih, ki so jih imeli v planih, zapirajo se tovarne, odpuščajo se delovna mesta, no po drugi strani imaš pa pol narativo, ki takoj pride, kitajski avtomobili električni so amazing za to ceno, za katero se ponujajo. Vem, da vidva oba sta pač v tej, zelo vaju zanima ta industrija, mogoče lahko malo to pokomentirata, če kaj veste več od mene, pa kako vidita prihodnost Nemčije ali pa nemške avtomobilistične industrije v tem stoletju. Ti, Luka, prvi. Ja, jaz mislim, da ima Nemčija velike, pa nasplošno tudi Evropa, velike težave v prihodnosti s tem, zaradi tega, ker so Kitajci z temi platformami za električne avtomobile čisto povozili Evropo. Kaj misliš s platformo? Kaj to pomeni? Ko se razvijajo avtomobili, se razvijajo neke platforme. Naprimer, ti lahko imaš eno platformo avta, ki se uporablja za več različnih avtov. Ne? Naprimer, ko Volkswagen razvije, ne vem, VW Touarega, se včasih ta platforma uporablja tudi pri Porscheju, pa pri Audiju. Aha. In tako naprej. In če gledamo in baterije in elektromotori za te platforme, ki jih pripravljajo, pri kitajskih avtomobilih, pa naprimer pri evropskih, mislim, da imajo Kitajci tu full prednost. Je pa zdaj shift v strategiji za evropska podjetja v avtoindustriji, da prej je bila ta neka direktiva, gremo vse na full electric, zdaj se pa v bistvu vrača, da vsa podjetja v bistvu delajo te hibride. Torej, avtomobile, ki imajo, ne vem, 100-150 km elektrorange, hkrati imajo pa še vedno ponavadi bencin mašino. Ne? In tudi mislim, da bojo spremenili malo te cilje in standarde o tej popolni elektrifikaciji, ker bomo v bistvu sami sebi škodili oziroma škodimo z temi cilji Evropske unije. Ne? Zakaj pa folk recimo ne kupuje električnih avtov? Zakaj je problem to, Luka?
da bojo šli nazaj na neko umestno varianto? Po mojem mnenju še vedno infrastruktura, pa ne vem, v Evropi imamo ta nek mindset, da te trenutno elektroavtomobili še v veliko primerih vedno omejujejo. Ti za neko mestno rabo ti je elektroavto super, če pa se kam dalje pelješ, pa ti dosti krat pomeni to nek dodaten hassle, daljšo pot, moraš iskati polnilnice. Takrat, da se napolne. Ne? Ja, tako da to problem. Drugi problem pa je, naprimer, če primerjaš dva elektroavtomobila, je pa to, da so naprimer ti kitajski avtomobili, ne vem, super kvalitete, cena je pa polovična, naprimer, ne, za te neke, naprimer, srednji rang elektroavtomobilov, ne. Sam, Luka, ali lahko to opišeš, ker mislim, da res, veliko o teh stvareh veš. Cena je polovična. Koliko je cena proizvodne, ne končna cena, ampak jaz razmišljam, če bi bila cena proizvodne tudi polovična, to lahko pripišem samo tem, da je kitajska delovna sila cenejša. Ampak, ko jaz to zastopam, oni dejansko te stvari hitreje in bolj producirajo. In ni samo cena delovne sile glavni razlog, zakaj. Jaz mislim, da je kombinacija večjih stvari. En del je delovna sila, drugo je to, da imajo preprosto več know-howa, da so prej vložili v razvoj in da so tudi v razvoju, v tehnologijah pred evropskimi avtopodjetji. Tako da je kombinacija obojega. Zdaj, kakšne so točno razlike med delovno silo, pa koliko je tehnologija, teh podatkov nimam, to bi mogli pogledati. Andrej, če ti kaj to bolj spremljaš, ampak oni so se prej odločili in začeli vlagati v to tehnologijo in so zato par let pred Evropo. Ne. Pa je kdo že vozil kitajski električni avto od vas? Ne. Andrej, kaj pa tvoj pogled na ta prehod, elektrifikacija, pa ta zajeb Nemčije, recimo? Mislim, to, zakaj ljudje ne kupujejo električnih avtomobilov, zato ker so, čeprav so ljudje neumni, niso toliko spet neumni, a ne. Cena elektrike zaradi inflacije je šla v zadnjih 2 letih povsod ful gor, a ne. Ni to zdaj niso to zdaj neki blazni prihranki, včasih celo več, ne. Boljš pač imeti nekega dizla, če se ful voziš in boš mogoče se najprej čez. Avto električen še vedno stane dosti več, kakor stane lahko neka alternativa rabljenega avtomobila, ki bo imel dosti večji range, ne, to če se pač voziš ne malo po mestu, ampak tako, Slovenci se veliko medkrajevno vozijo, ne vem. V Ljubljano se folk vozi, ne, infrastrukture, tako da ne vidim razloga, zakaj bi folk vzemal električne avte. Kje so Nemci šli? Ja, zaprli so vse jedrske elektrarne in postali odvisni od uvoza energije. To vsak, ki je igral, ne vem, Age of Empires ali pa neki, ve, da ne smeš tega nikoli reči, ne, tako da too bad, ali kva. Pa še evropska Prodal so Bitcoin pri 50K. napačne poteze, ne. Pol pa še žrtev v bistvu zelene politike iz Bruslja. Je bilo to nekako vsiljeno, ne, da moramo mi zdaj ta prehod narediti. Pa vsi, da je motor z notranjim izgorevanjem učinkovit in da lahko bi sintetičnimi gorivi v neki bližnji prihodnosti dosegli bolj zeleni prehod, kakor se to mogoče čudno sliši, ampak pri tej elektrifikaciji je itak vedno vprašanje, kje je source energije, ne.
Če to sam pomeni, da zdaj mi pod tem kitajski premo kurmo, zato da napajamo z elektriko vse te avtomobile, nismo v resnici nič naredili. Imaš pa itak zagovornike ene strani, pa zagovornike druge strani, ampak na koncu trg pove. Tudi to, a veš, da se na Kitajskem, da so kitajski proizvajalci avtomobilov električnih zdaj recimo da uspešni, je tudi tam treba pogledati, iz kje pa prihaja elektrika, a ne. A kitajska infrastruktura to napaja iz nekih obnovljivih virov, ne vem, sončna, vetrna, hidro. Mislim, da 50 jedrskih elektrarn gradijo tam na Kitajskem, tako da oni so jasno povedali, iz kje bojo dobivali energijo. No, vidiš, ne, pol tukaj je odgovor jasen, ne. Kje so se zgodile napake pri nas. Ja, ta fear-mongering proti jedrski energiji, to je po moje Nemčijo paknil nazaj za 50 let. To so bile generacijske napake, velike. Se mi zdi, da Evropa nasplošno, mislim, kaj obstaja, Spotify, Revolut. Farmacevtska podjetja. Farmacevtska podjetja, ki so že nekaj let, ampak govorim v zadnjih 20 letih tega vala tehnologije, pač podjetja ne prihajajo iz Evrope. In lahko rečem, da inovacija ne prihaja iz Evrope. Ne. Prihaja iz Amerike, še vedno, čeprav že veliko časa se govori, da bo Kitajska prevzela, ampak imamo spet ta AI val, kjer je Amerika pa Silicon Valley res v spredju. In Američani so res neverjetni, kar se teh stvari tiče. Evropa me pa skrbi, ker znamo ful dobro regulirati, znamo pravila postavljati. Primer Nemčije je pač najbolj tak ekstremen, pa realnost potrka na vrata. In ti v bistvu nimaš več, imaš drago delovno silo, delaš drage produkte, ker niso toliko boljši od produktov, ki so ful cenejši. In to na dolgi rok se pokaže. Glih zanj sem bil na enem predavanju, ki mi je bilo vrhunsko, kjer smo govorili o stroških plač po Evropi v primerjavi z veščinami, ki jih imajo državljani držav. Ne? In te dve metrike moraš ti primerjati in mora biti razlika, da si konkurenčen čim večja. Ne? Se pravi, ti imaš čim nižje plače, pa čim večji skillset in tako boš privabil velika podjetja, velike investicije v svojo državo. In Slovenija je baje zdaj v neki taki zlati dobi tega, ker imamo zelo veliko razliko. Zelo sposoben, izobražen kader, ki je pa dokaj pocen napram ostalim v Evropi. Nek Nemec ima dvakrat večjo plačo, ampak nima dvakrat večje sposobnosti. Tako da se mi zdi, da je nek taka priložnost v tem času, da konkurenčne stvari delaš v Sloveniji. Ne? Ampak Evropa nasplošno pa ni temu tako, ker je treba tekmovati na globalnem trgu. Z AI-om je treba tekmovati z avtomobilsko industrijo. Tako da to me skrbi, ker živim tukaj. Ja, obstajajo različne vrednote pa pogledi na svet, pa kako bi bilo dobro živeti. Tako da Evropa ima še vedno dokaj visok standard življenja pa happinessa. 35 ur delovnik v velikih podjetjih v Nemčiji in v velikih podjetjih v Franciji. 35-urni delovnik, prijatelj. In to dejansko delaš 35 ur. Ne. To je nerealno, mislim, to je nerealno. Kaj, koliko je to na dan? To je 4 dni v tednu, pa imaš enega frej, ali pa 7 ur na dan. Ne. Ti ne moreš primerjati, koliko udobno smo mi živeli 30-40 let. Mislim, to je... A ti misliš, da Elon Musk pa ljudje, ki delajo stvari, a ti misliš, da oni nimajo stresa? A ti misliš, da ni vsak dan performance from morning to night? A veš, kaj mislim? Se pravi, mi imamo visoko kvaliteto življenja
glih zato, ker ne rabimo veliko del. Ampak to se zdaj malo spreminja, ne? In ker naenkrat so stvari drage in pa rečemo, zdaj si ne morem več privoščiti novih počitnic, zdaj ne morem si privoščiti stanovanja in tako naprej. Ne? Se pravi, tukaj ta realnost zdaj malo prihaja, ne? Ampak zadnjih 40-50 let, pod moralnim, mislim, mi smo živeli vrhunsko v primerjavi s komorkoli na svetu. Ne? In tudi to je fora, ne? Da mi lahko višamo produktivnost, ampak jaz osebno še vedno razumem ljudi, ki nočejo svojega življenja posvetiti nekemu delu. Delo je nekaj, kar delajo, da dobijo resurse, da lahko podelajo nekaj drugega. In tak način ni to, ko bi rekel, kompatibilen z smernicami sveta. In jaz mislim, jaz ne vem, kako to vi gledate, recimo, da jaz relativno rad delam. Zakaj? Nimam pojma. To je bilo nekje v meni, moji starši so tudi relativno radi delali in nekje na pol gensko se to meni zdi. In ta shift narediti, da pač grindaš, to ni za vsakega v life. Luka, ti vem, da moraš iti, imaš kakšno zaključno misel, da ne boš kar odšel. Ja. Meni se sicer ne zdi, da ni toliko inovacije iz Evrope. No, se mi zdi, da je vseeno kar nekaj Primerjavi unikornov. z ostalim svetom. Ne? Ali v primerjavi z Ameriko. V primerjavi z razvitim svetom, recimo Amerika, pa Kitajska, pa Evropa, recimo če so to 3-3, Evropa najbolj nazaduje glede inovacij. Se mi zdi. Ne vem, meni je bilo zanimivo to, kakšne podatke vedeti, ker meni se vseeno zdi, da je v bistvu Evropa dohajala Ameriko, da včasih je bila ta razlika ful večja, potem pa je začela ta inovacija, pa tudi je začelo vedno več fundinga stekati v Evropo, v evropska podjetja. A imaš kakšne primere podjetij, ki jih imaš v mislih? Kaj jaz zdajle, kogar sem omenil, Revolut, Spotify, BlaBlaCar. Ok, ne poznam. Ampak a to je BlaBlaCar, Heca? Ne, to so ti prevozi, kot v Sloveniji smo imeli te bilo prevozi.si, imaš BlaBlaCar po celotni Evropi, mislim, da so unicorn, potem zdaj en Francoz, Francija se mi reče, zdi super država, Francija že zadnjih, ne vem, 4-5 let ful spodbuja podjetništvo, tam je še eno halo, kjer imaš, ne vem, 1000 startupov, kjer povezujejo velika podjetja z malimi, ful spodbujajo podjetništvo. Francija je trenutno, se mi zdi, gonilna sila teh inovacij in podjetništva. In zdaj je bil ravno en, kaj je že bil ta startup, samo malo. AI startup? AI startup iz Francije, Mistral. ki je... Ja, Mistral, ja. Ja, Mistral bi lahko tudi omenil, ampak ni to na tej ravni, ki imam jaz v mislih, a ne, OpenAI, Jaša. Ni na tej ravni, ampak tvoj point s Francijo se mi zdi fascinanten. Francija je zelo socialna država, ima milijon enih problemov, ampak isto jaz opažam, da strateško strukturno ima prvič nuklearne energije, drugič nuklearno neko silo, tretjič relativno solidno vojsko in tako naprej. Se pravi, je strateško dosti dober, ima mlado delovno silo, relativno z ostalimi državami v Evropi. Kot kolonialna velesila ima še vedno daleč največ benefitov od vseh držav v Evropi. In danes glih je bil tweet od enega modela, ki mislim, da smo ga že omenili daskrat, oziroma si ga ti šeril kot link. Intelligence Researcher, meni osebno ful všeč, François Chollet, in on je rekel, France is to AI what Sweden is to music. I will not elaborate.
In Pa misliš še. mislim, ne, pač Sweden je si- music superpower, ne, vedno bil in to še zdaj. In se mi zdi, da je Francija mogoče neka država, ki bi znala se vzdigniti in nekako mogoče dobiti ta primat vodilne države v Evropi v primerjavi z Nemčijo. Ker Nemčija je bila vodilna država, ne vem, 40 let. In zdaj se mogoče to mogoče bo menjalo. Zanimivi pogledi, nisem tako sploh razmišljal še. Bom si mal pogledal te stvari. Bi si želel, da je to res, kar govorita, da obstaja neka svetla točka v Evropi, to sem mislil. Poglej si Francijo, no, jaz sem bil tam, kaj 2-3 leta nazaj, ker smo imeli v okviru šole, so nas peljali, ima tam nekak še reči, neka hala je, kjer imaš ti tisoče startupov in tu dobiš teh nekih grantov, podpore, res ful se trudijo, da bi spodbujali podjetništvo, no, ampak jaz mislim, da tudi druga stvar, to, kar si menil, naprimer OpenAI, v Evropi preprosto nimamo te kulture, da dobiš te insane fundinge na eni strani, na drugi strani pa tudi nimamo, ne vem, jaz bi se skoraj upal trditi, da ta šolski sistem pa research, ta infrastruktura, ki si jo Amerika postavila z najboljšimi šolami, z najboljšimi profesorji, z najboljšimi akademiki, ko kombiniraš to z tem, da je dosti lažje dobiti funding, pa dosti lažje tudi dobiti večji funding, da je to tisto, kar Ameriko puša toliko naprej. No. Ja, Če primerjamo Evropo-Amerika, ne. Ja, ne, sigurno. Pa ta spirit podjetništva je tam dosti bolj izrazita. Ja. In to so verjetno neki zgodovinski, kulturni razlogi, zakaj je temu tako, a ne? Pa Silicon Valley, pa Stanford. Celebration of successful people, ne? Financially Celebration of failure, bi jaz rekel, da se v Ameriki dosti bolj spodbujajo to, da v bistvu se hvališ tem, kolikrat si failu, tukaj ti je pa malo sram. Tako da failure je del podjetništva, ne? Se mi zdi, da to jim tudi precej pomaga, ne? Kulturno. Ful dobra debata, hvala vam vsem. Se vidimo za Božič, oziroma na večerici, oziroma kosilu, a ne? Ja. Ga bomo imeli. Da se ful veselim, da... Čakaj, kdo plača? Ja, mogoče lahko povemo, da imamo vsakič stavo in tisti, ki zgubi stavo, plača večerjo za Božič. In stava je bila pred enim letom, a bo Trump predsednik ali ne bo predsednik. In zgubil sem jaz in kdo še? Jaz. A je sam mi dva? Vsi ostali so rekli, da bo. Alen ni stavil. Alen ni stavil, ja. Alen je prejšnjo leto zgubil, pa ni prišel na večerjo. Da on je še dolžen. Ja, da se pridruži najni ekipi. Če on slučajno letos pride, mora on plačati vse. A je vse? Pa še za prejšnjo let. Se ful veselim, da se 4 ure privatno pogovarjamo o teh stvareh. Ja. Tako da bote dobro. Enako. Počakajte še malo gor.